Dobrodošle na Dnevih enakosti spolov. Dnevi enakosti spolov so zdaj že tradicionalen dogodek na Filozofski fakulteti, teče že 5. leto. Letos so vsi dogodki organizirani v mesecu marcu, kot vidite se prikrivajo s drugimi dogodki in je v mesecu marcu na Filozofski fakulteti zelo živahno, tako da hvala, ker ste prišli tudi na ta dogodek. Današnjo okroglo mizo smo naslovili reproduktivne pravice in materinstvo skozi optiko delovanja družbenih gibanj. Spregovorili bomo o delovanju žensk v javnem prostoru in vplivu družbenih gibanj na spremembe na področju reproduktivnih pravic in materinstva od 30. let 20. stoletja naprej. Gostje bodo predstavili zahteve po reproduktivnih pravicah ženskega in feminističnega gibanja na Slovenskem ter razvoj teh pravic povezanih tudi z materinjenjem. V perspektivi zahtev, ki so se oblikovali na začetku 20. stoletja, bomo pretresli vprašanje o tem, kdo so bili ključni akteri ali bolje akterke za njihovo uresničevanje in dejavniki, ki so spodbudili ali zavirali te spremembe, še posebej morda v obdobju tranzicije. Zanimalo nas bo, kako so na zahteve vplivali družbene okoliščine, krize, tranzicije, demokracije. Gosti današnjega pogovora so od moje desne najprej doktorica Ana Cerbot-Paradiž z Filozofske fakultete, Sara Rožman, nekdaj povezana s Filozofsko fakulteto, zdaj nekaj drugje, bom kasneje predstavila, doktorica Metka Mencin z Fakultete za družbene vede, ampak deloma tudi Filozofske fakultete in doktorica Tjaša Kogovšek iz Inštituta za novejšo zgodovino. Moderirala bom pa jaz Milica Antič-Gavor. Torej, začenjamo z doktorico Ano Cerbot-Paradiž, ki je ravnokar priletela z Danske in pravi, da je pri nas toplo. To je že dober začetek. Ana Cerbot-Paradiž je od leta 2008 zaposlena na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete, je avtorica knjig Eugenika na Slovenskem in Bela kuga, ilegalni abortusi in zmanjševanje rodnosti na Slovenskem v obdobju med obema vojnama. Pridobila je projekt Materinstva reproduktivna politika 19. in 20. stoletja in trenutno to raziskuje in biva na Danskem na Univerzi v Copenhavnu, kjer v okviru poddoktorske štipendije Marie Skłodowska-Curie raziskuje odnos med otroštvom in travmo, tako da proučuje psihološke vplive vojne in vplive drugih oblik političnega nasilja na otroke v italijansko-slovenskem obmejnem prostoru po drugi svetovni vojni. Ana, za celotno našo zgodovino je pomembno že obdobje med obema vojnama. Ti se bolj ukvarjaš 20 in 30 leti 20. stoletja. Ali nam lahko najprej nekoliko rišeš politično-ekonomski kontekst iz tega časa, da bomo lažje razumeli pravzaprav tudi kakšne gibanje in kaj se v tem času dogaja? Kaj začeti? Ja, obdobje med obema vojnama je čas, ko je slovensko ozemlje razdeljeno med različne države. Lahko bi rekla, večji del sodi v kraljevino SKS, oziroma kraljevino od 30 let dalje imenovano kraljevino Jugoslavijo. Pomembno za to obdobje je, da nastajajo številna tudi ženska društva, oziroma ne bomo rekli ravno številna, ampak vsaj večjih je kot v predvojnem obdobju. Se tudi v jugoslovanskem kontekstu povezujejo se pa tudi mednarodno. In pereče ravno obdobje 30 let, ko tudi v jugoslovanskem kontekstu nastopi ta gospodarska kriza, ki spodbudi različna ženska društva v dobrodelno dejavnost, ne samo dobrodelno dejavnost, ampak tudi v boj za različne pravice žensk. Naprimer, zelo si zadevajo za zaščito nezakonskih mater in tudi za zaščito delavk, ki v tem času zelo pogosto se jih odpušča, recimo iz delovnih mest, tudi državnih delovnih mest. Zdaj, takrat je nekaj
organizacija deluje, naprimer Zveza delavskih žena in deklet, Akademska ženska zveza, Zveza učiteljic tudi takrat. Kako so bile te organizacije povezane, kje so se napajale z informacijami, kako so se pravzaprav zorganizirale v tem, rekla si že, da so bile povezane tudi mednarodno. Zdi se, da te prve intelektualke, da so bile zelo gibljive v tem srednjeevropskem prostoru, so vedele, kje se kaj dogaja, recimo, po univerzah in drugo. Mogoče kaj še v tem poveš? Ja, do določene mere vsekakor pomembno društvo, ki obstaja že iz časa pred Prvo svetovno vojno, je splošno žensko društvo, v katerega so vključene številne pomembne ženske intelektualke oziroma tudi soproge slovenskih intelektualcev. Potem po Prvi svetovni vojni pa se formirajo društva, ki se zavzemajo za specifične, kako bi rekli, tako interese. Omenili smo že Zvezo delavskih žena in deklet, ki je v bistvu socialistično oziroma v 30 letih tudi že se med njimi pojavijo nekatere prave komunistke. Potem imamo Zvezo učiteljic, ki tudi deluje že pred drugo svetovno vojno, ki se zavzema pač za pravice učiteljic. In imamo zvezo, se pravi, izobraženih žena. Zvezo izobraženih, ki je povezana tudi v podobno zvezo v jugoslovanskem kontekstu in se povezuje tudi vse svetovno oziroma neko globalno zvezo, ki si zavzema pač za pravice izobraženk, se bori za pridobivanje štipendij, študentk in tako naprej. Zakaj misliš, da je bilo vprašanje abortusa tako pomembno za te organizacije? Odkot ta zahteva in kako so jo formulirale na začetku? Vprašanje ni bilo samo pomembno, ampak bi rekla tudi kontradiktorno do določene mere, kajti, če smo prav iskreni, povsem jasno opredelitev za delno, še vedno samo delno legalizacijo abortusa je pravzaprav že v 20 letih izjasnila ta Zveza delavskih žen in deklet, ker si je pač zavzemala za pravice delavk, ugotovila je oziroma imela pred seboj številne tragične primere žensk, delavk, mater številnih otrok, ki niso mogle preživljati svoje družine, so se zatekale s tajnim takrat tako imenovanim kriminalnim splavom, števila tudi zaradi slabo izvedenega posega izgubile življenje in to jih je tudi motiviralo, podobna društva tudi drugod po Evropi, da se pač zavzemajo za delno legalizacijo abortusa, vedno v smeri 3 dodatnih indikacij. Medicinska indikacija je bila že uvedena na koncu 20 let, se pravi, potem so tudi v Jugoslaviji lahko splavile ženske, katerih zdravje je bilo ogroženo. Same pa članice te Zveze delavskih žen in deklet so se po zgledu, recimo podobne organizacije tudi na Dunaju, zavzemale za 3 dodatne indikacije. In sicer eugenično indikacijo, ki bi omogočala splav v primeru, da bi bil zarodek poškodovan oziroma bi bile kakšne dedne zahteve v zadju oziroma predvidevanja. Etična indikacija, ki bi omogočila splav v primeru posilstva. In seveda najpomembnejša zanje socialna indikacija, ki bi omogočila splav v socialni stiski. Kako pa je potem to delovalo v praksi, če tako poveš, ker pri nas kasnejšem obdobju so bile neke komisije, tudi v tem obdobju so že obstajale komisije, ali je o tem odločal zdravnik, kako je to potekalo, če so se sklicevale na eno od teh, pa ne več. Je zanimivo, da so se nekateri zdravniki zagovarjali na sodišču, da so imeli, pa so v bistvu upoštevali tudi to medicinsko indikacijo, že preden je bila medicinska indikacija uvedena v sam zakonik, se pravi, še v zgodnjih 20 letih.
niso torej dopustili oziroma pravili na sodišču, čeprav so bili v bistvu privedeni pred sodišče, da so ženski poskušali pomagati, zato ker je bolevala za tuberkulozo ali pa zaradi hipermezis gravidarum, to je, ko v bistvu ženska zelo slabi bruha v času nosečnosti in tako dalje. Je nekaj takih primerov že v 20 letih. In potem imamo od 30 let dalje pravzaprav komisije. Za obdobje 30 let teh v bistvu njihovih zapiskov nisem pregledovala, sem pa imela to srečo, da sem našla sedaj fond, ki kaže, kako so odločale te komisije od leta 1956 dalje. Tako da mogoče več o tem. Ja. Potem prej pa vojna, ne? Tako. Druga svetovna vojna. Vojna so specifične razmere, a ne? Ženske so se vključile v drugo svetovno vojno, bile so partizanke, bile so aktivne udeleženke narodnoosvobodilnega boja, organizirane, tudi v Sloveniji svoje specifične organizacije, AFŽ. Ampak, kot rečeno, vojna so specifične razmere, ampak življenje se ne ustavi. Življenje se ne ustavi, tudi v vojni so bila ljubezenske razmerja, so bila občasni takšni drugačni odnosi med partizankami in partizani in seveda je kdaj kakšna ostala tudi noseča. Kako se je to tretiralo in kakšen je bil odnos do nosečih partizank oziroma tudi do možnosti upravljanja potem splava, kakšen je bil odnos nasploh do tega vprašanja, tudi zdravnikov, ki so ali pa sester, tako se to pomalo. Ti si tudi to raziskovala. Ja, recimo. Zdaj, se pravi, tudi tukaj nemamo, nažalost, srečo, kako se vzame enoznačnega odgovora. Recimo, Jelena Batinič je za srbsko partizansko zdravstvo ugotavljala, da je bilo dokaj naklonjeno abortusu. Medtem ko recimo slovenske raziskovalke, denimo Maja Vehar, ki se je bolj intenzivno s tem področjem oziroma tem vprašanjem ukvarjala, pravi, da slovensko zdravstvo je bilo bistveno bolj, seveda, slovensko partizansko zdravstvo je bilo bistveno bolj ambivalentno. Je že res, da je recimo Vida Tomšič že na kongresih pred Prvo svetovno vojno, že leta 1914 zagovarjala socialno identifikacijo, da so slovenski komunisti in socialisti že v obdobju med obema vojnama, tako kot Zveza delavskih žen in deklet, jasno, najbolj jasno, tudi recimo Edvard Kardelj in tako dalje, zagovarjali socialno indikacijo. Potem v času druge svetovne vojne pa pride do zelo zanimive spremembe, recimo imamo tukaj zelo pomembnega ginekologa Pavla Lunačka, ki poudarja, da je ta poseg nevaren za ženske in se v bistvu bolj zavzema za recimo širjenje kontracepcijskih sredstev, pravi pa, da imajo partizanke oziroma ženske v odporniškem gibanju dovolj dobro urejene razmere, da lahko rodijo. Nekako takšno je njegovo stališče in predvsem z vidika, ker verjame, da je pač splav zelo nevarno dejanje, mislim, da je tu v to smer gre njegova argumentacija. In tudi ta prva povojna obdobja so glede tega vprašanja zelo zanimivo. Dobro, zanimivo je, da je seveda, mislim, da kmalu po drugi svetovni vojni OZN oziroma Svetovna zdravstvena organizacija definirala splav kot najbolj varen oziroma najbolj enostaven zdravstveni poseg, če se opravlja v prostorih, ki so za to primerni in če jih opravlja nekdo, ki je za to sposoben. Zelo hitro je prišlo potem do te spremembe v svetovni medicini. Ja, in k temu so zelo prispevali tudi slovenski ginekologi z uvedbo tako imenovane vakuumske metode, ki so potem nekako iz vzhoda prenesli na zahod, imeli pomembno raziskavo v tem oziru v 60-ih letih in to je bil eden od korakov, ki je še dodatno prispeval, da je seveda vsak splav, tudi že v 30-ih in 20-ih letih, je bil v bolnici v nekem varnem okolju bolj varen. Mislim, da so se zavedali tudi osebe, kot je bil recimo Lunaček.
in tudi bolj varen ni bil samo splav v bolnicah, recimo nek medicinsko indiciran splav, ampak tudi splav, denimo opravljen pri izšolanih izvežbanih ginekologih, zdravnikih. Naprimer, takoj po drugi svetovni vojni imamo med kazenskimi spisi nekaj slovenskih zdravnic, ki so takrat še redke in v bistvu nastopijo kot obtožene, zato ker so nekaterim opravili splav in jih potem več ali manj pustili. Ena fascinantna zgodba je, ki jo bom zdaj objavila v novi knjigi Pozabljena policija 2, Filomena Permozer, mislim, da je Janša Drnovšek našel v arhivi in bo popisala, kako je pomagala, kako je bilo to še problematično na tem slovenskem prostoru. Dobro, hvala lepa za zdaj. Sara Rožman, naša druga gostja na današnjem omizju, je sociologinja in je bila med letom 2007 in 2011 zaposlena kot mlada raziskovalka na oddelku sociologije Filozofske fakultete, kjer je tudi doktorirala na temo reproduktivne pravice žensk in širjenje polja avtonomije na primeru Slovenije. Sodelovala je v več domačih in tudi raziskovalnih projektih v zvezi z nasiljem, v zvezi s politično participacijo žensk in podobnimi projekti. Je tudi avtorica ali so avtorica več znanstvenih in strokovnih člankov na temo enakosti spolov. V zadnjem času pa je zaposlena na Evropski univerzitetni športni zvezi in tam kot sociologinja svoje znanje, pa da bo prispevala k tudi večji enakosti spolov, da bo drugače razumevati enakosti spolov tudi v športnih krogih. Sara, ti si v svoji doktorski disertaciji se ukvarjala z vprašanjem, o katerem danes govorimo. Druga svetovna vojna je, smo že rekli, globoko zarezala dogajanje povsod po svetu. Povojno obdobje pa je obdobje številnih in kompleksnih sprememb, tudi v Jugoslaviji in tudi kar zadeva pravice žensk. Ženske najprej v ustavi 46. leta dobijo volilno pravico, kmalu potem izgubijo eno pomembno organizacijo, ki sem že omenila, Antifašistično zvezo žensk, ki jo razpustijo zaradi tega, ker naj bi slabila delovanje enotnega interesa delavskega razreda in potem so pa nastavile neke komisije z družbeno-politično aktivno žensk, kjer se je nekako preselilo to delovanje tja. Kljub temu smo imeli relativno razsvetljeno vodstvo v Zvezi komunistov Jugoslavije, v Zvezi komunistov Slovenije in v javnem življenju nekaj precej visoko pozicioniranih političark, žensk, ki so imele na skrbi tako imenovano žensko vprašanje oziroma vprašanje emancipacije žensk. Ni se govorilo o feminizmu, ampak o emancipaciji žensk. Ali nam lahko na začetek malo rišeš tedanje družbeno-politične razmere in položaj žensk v tem obdobju, ki si ga raziskovala, skratka s tem ozirom, sicer enopartijski sistem, pa vendarle kar nekaj zelo, bi rekla, ugodnih zakonskih rešitev, v katerih so ženske v drugih državah Zahodne Evrope lahko samostalne. Izvolite. Hvala, Milica. Torej, kot si že omenila, po letu 1945 so bila vsa predvojna ženska društva razpuščena. Delovala pa je Antifašistična fronta žensk. AFŽ je imela tik po vojni pomembno mobilizacijsko vlogo pri utrjevanju nove oblasti in je skrbela za politično vzgojo žensk. Po drugi svetovni vojni je bila AFŽ Slovenija edina ženska organizacija v Sloveniji. Kot si že omenila, se pravi, AFŽ je bila zamišljena kot neka organizacija predhodnega značaja. Njeno delovno področje, torej reševanje tako imenovanih ženskih vprašanj, naj bi kasneje v celoti prevzela OF, ko se je ta na kongresu leta 1953 preimenovala v SZDL, je postala potreba po ženski organizaciji odveč in je bila AFŽ še istega leta razpuščena. Na kongresu se je potem preimenovala v Zvezo ženskih društev Jugoslavije in od leta 1961 se preoblikuje v konferenco za družbeno aktivnost žensk. V povojnih letih socialistične
Jugoslaviji je bila komunistična partija seveda tista sila, ki je imela vse zvode moči oziroma oblasti v svojih rokah in možnost uveljavitve v političnem delovanju in udejstvovanju so imele seveda prvenstveno tiste ženske, ki so bile članice komunistične partije in ko govorimo o obravnavani tematiki, je bila že omenjena, torej je potrebno izpostaviti Vido Tomšič. Vida Tomšič zagotovo velja za eno najpomembnejših političark nekdanje Jugoslavije. V prvi narodni vladi Slovenije je bila ministrica za socialno politiko in ena od vodilnih bork za enakopravnost spolov v času narodno-osvobodilnega boja in po njem. Za obravnavano tematiko pa lahko kot prelomno štejemo 5. državno konferenco komunistične partije leta 1940 in referat Vide Tomšič na tej konferenci o ženskem vprašanju. In ena izmed zahtev se je nanašala tudi na splav, se pravi, da je ta mogoče, dokler niso ustvarjeni pogoji, da ženska rodi otroka brez skrbi in strahu. In tedanje jugoslovansko politično vodstvo pravzaprav ni hitelo z ureditvijo vprašanja umetne prekinitve nosečnosti, ampak je bilo usmerjeno v zajezitev nelegalnih splavov, se pravi prakse, ki je bila v tistem času zelo razširjena. Zdaj sicer z uradnimi statističnimi podatki, pa Ana me boš popravila, ne razpolagamo, ampak stopnja nezakonitih splavov med obema vojnama v Jugoslaviji je bila visoka. Po drugi svetovni vojni število nezakonitih splavov opravljenih izven zdravstvenih ustanov še narašča, sorazmerno smrtnostjo žensk zaradi teh posegov, ker so bili ti posegi pogosto opravljeni nestrokovno in pa v neprimernih higienskih razmerah. Tako da odnos komunistične partije do legalizacije abortusa je bil najprej restriktiven in obstajalo je prepričanje, da bi popolna liberalizacija splava ob nerazviti zdravstveni službi, nizki higienski kulturi še bolj ogrozila zdravje žensk in zmanjšala zanimanje za prevencijo. In tako so se torej odločili za postopno liberalizacijo, verjetno deloma tudi na podlagi negativnih izkušenj Sovjetske zveze, za postopno liberalizacijo ob sočasnem uvajanju in spodbujanju kontracepcije. Se ravno ta razlika se mi zdi, da je zelo pomembna. Ta odnos do pravice do umetne prekinitve nosečnosti, ki ni zgolj nekaj, kar bomo mi kot nova oblast propagirali, ampak bomo delali nekaj več, nekaj veliko širšega. Ozaveščali bomo celotno javnost, ozaveščali in izobraževali bomo ženske, potem so se začeli ustanavljati inštituti za načrtovanje družine, spremljalo se je produkcijo zaščitnih sredstev, uvajalo, oziroma začeli so jih proizvajati tudi sami, Sava in tako naprej. Mogoče z tega vidika malo svetliš, kako drugače je to potekalo v Sloveniji kot recimo v kakšnih drugih državah zahodnoevropskega bloka? Ja, tukaj se mi zdi pomembno poudariti, da takratno politično vodstvo ni nikoli dojemalo kot ni bila nikoli naklonjena obravnavi pravice do abortusa kot obliki kontracepcije. In takratna oblast se je odločila za kombinacijo postopne liberalizacije zakonodaje, ki bi odpravila ilegalne splave in s tem zmanjšala smrtnost žensk ob sočasnem uvajanju, promociji in popularizaciji kontracepcije. To se mi zdi zelo pomembno in zato je začel nek sočasen razvoj kontracepcijske službe na eni strani in koncepta načrtovanja družine na drugi strani in vednost oziroma širjenje vednosti o kontracepciji je postalo sestavni del zdravstvene službe in pa integralni del posvetovalnic za matere in otroka. Ko
govorimo o razvoju kontracepcijske službe, moramo omeniti dr. Franc Novaka. Dr. Franc Novak je bil sicer tudi mož Vide Tomšič in skupaj sta dokaj usklajeno delovala v procesih uveljavljanja pravice do abortusa. In Novak se je med leti 53 in 54 zavzemal za domačo proizvodnjo kontracepcijskih sredstev in za uvedbo programa razvoja kontracepcijske službe v Sloveniji. In bil je eden prvih, ki je tudi širši javnosti širil vednost o kontracepciji z objavo serije člankov že leta 1954 v reviji Naša žena, kjer je objavil serijo 3 zapisov z naslova Spočetje po naši volji ali o kontracepciji. Tem zapisom sta sledili potem še 2 brošuri in na njegovo pobudo je leta 1955 tovarna Sava iz Kranja izdelala prvo diafragmo in tovarna Lek prvo kontracepcijsko pasto. Tako da lahko se pravi to leto štejemo kot začetek organizirane razvoja kontracepcijske službe v Sloveniji in smo bili v tistem času ena redkih držav za lastno proizvodnjo kontracepcijskih sredstev. Leta 1955 je bila ustanovljena tudi prva ordinacija za kontracepcijo v Jugoslaviji, ki je delovala v okviru centralnega ginekološkega dispanzerja v Ljubljani. Leta 1957 pa dobimo kontracepcijsko ambulanto na ginekološki kliniki v Ljubljani in pa ginekološkem oddelku v Mariboru. In od leta 1964 so ženskam dostopne tudi kontracepcijske tabletke, ki so se najprej dobile na ginekoloških klinikah, potem pa na Inštitutu za načrtovanje družine v Ljubljani. Kaj misliš, katere okoliščine so pa najbolj prispevale k temu, da je bila potem leta 1974 pravica do abortusa, bomo zdaj celega člena v ustavi citirali, ampak je bila ta pravica vnešena kot ustavna pravica. Kaj misliš, da je pripeljalo do take odločitve? Tako pomembna, da povej, zakaj je tako pomembna in zakaj je bila unikum še vedno? Zelo dolgo je bila unikum. Ja, zdaj, ko govorimo o razvoju reproduktivnih pravic v Sloveniji, je potrebno pogledati v preteklo zgodovino, ker vsa najpomembnejša zakonodaja na področju reproduktivnih pravic in reproduktivnega zdravja, ki jo imamo v Sloveniji, je bila sprejeta v obdobju po letu 1945 v Jugoslaviji, katere del je bila takrat tudi Slovenija. In prvi ukrepi nove oblasti torej so bili usmerjeni v zajezitev ilegalnih abortusov. Potem pa je sledila, se pravi, serija nekih sprememb v zakonodaji, postopna, ki je potem verjetno rezultirala v sprejetju in pa oziroma sprejetju tega člena v Zvezni ustavi. Leta 1951 je bil sprejet nov kazenski zakonik, ki je imel pomembno določilo, da se kaznuje samo izvršilca oziroma izvršilko, ne pa več žensko, ki se ji ilegalni abortus opravi. Leta 1952 je bila sprejeta uredba, ki z uvajanjem širših indikacij začne proces liberalizacije zakonodaje, potem leta 1960 se z novimi predpisi te socialne indikacije tudi podrobne opredeli in istega leta je bil v Sloveniji omogočen splav na podlagi socialnih indikacij. In ta postopna liberalizacija, ki je potekala od sredine 50 let prejšnjega stoletja, predstavlja tudi torej pomemben mejnik na področju reproduktivnih pravic in je verjetno pripomogla k temu, da je bila kot človekova pravica v novo zvezno ustavo v 191. člen zapisana tudi pravica o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. In Jugoslavija je tako postala prva država, ki je imela to pravico zapisano v ustavo. Zakaj je to tako pomembno?
Zakaj je to tako pomembno? Zaradi tega, ker se verjetno bo o tem tudi Metka v nadaljevanju govorila. Torej, če je pravica zapisana v ustavi, je zelo težko, se pravi, zelo težko vzame, če pa ni pa lažje. Ja, pa veliko lažje. Dobro, smo že pri Metki. Hvala, Sara. V tem obdobju, o katerem je govorila Sara, sledi eno mirno obdobje četrtstoletnega bivanja v nekdanji Jugoslaviji, kjer številne stvari potekajo tako zelo normalno. Mislim, splavi oziroma umetne prekinitve nosečnosti niso, torej ni število tako zelo raslo, nekako se je stabiliziralo, tudi ni bilo toliko mladoletnih splavov, kar bomo videli, da kasneje pa poraste in tako naprej. In v tem obdobju, če pogledamo javnomnenjske raziskave, vidimo, da je pravica do abortusa bila sprejeta kot eno, bi rekla, nek civilizacijski dosežek. Zelo visoko soglasje v tem, da to mora biti pravice, da to pravice ženske. Resmo tako. Potem pa imamo nekje 80. leta, kjer začnejo v Sloveniji demografi biti plat zvona, rodnost se zmanjšuje, Slovencev se rojeva vse premalo, nekateri drugi se pa rojeva preveč. Skratka, na ženske, ta podatek sem si zelo zapomnila, tam nekje mislim 89. leta, ženska v svoji rodni dobi rodi samo 1,56 otroka, ta podatek, ne vem, zakaj sem si ga tako dobro zapomnila, mislim si ga. In skratka se začne diskusija o tem, kaj bi bilo treba narediti. Istočasno se krepijo konzervativne sile in desničar, tukaj je ostalo konzervativne sile v Sloveniji, nakazujejo se spremembe politične in tako naprej. In ugotovimo, da tukaj bo potrebno se zelo dobro organizirati, da nam ta pravica ne bo odvzeta. Metka, ti si bila takrat po eni strani članica nekaterih civilno-družbenih organizacij, pa potem tudi v skupščini nekdanje skupščini, poslanka v družbeno-političnem zboru. Zdaj, mogoče poveš najprej, kako so se te zadeve začele obravnavati, oziroma kakšno pozornost smo jim posvečale, tudi jaz sem del teh civilno-družbenih akcij in organizacij. Kako se je tukaj začelo, kako se je potem to preneslo tudi v temo realpolitiko? Hvala za povabilo, besedo. Nisem te pa nič predstavila, se opravičujem, moram jo še predstaviti. Skratka, Metka Mencin je socialna psihologinja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer predava različne predmete, zdravje, biopolitika, socialne in politične psihologije je predavala, identitete, gejevske in lezbične študije, sociologijo spola, to vse je predavala, nekaj pa še predava. In njeno področje raziskovanja so stigmatizirane identitete, kritične analize družbene vloge psihologije, tukaj je zelo kritična do psihologije, feministične študije in na začetku tudi študije mladine, torej bila je aktivna v civilno-družbeni organizaciji, bila je aktivna v Skupščini Republike Slovenije, skratka živa zgodovina je pred nami, ki bo zdaj nekaj več povedala o tem, kako se to poteka. Ja, še enkrat hvala. Hvala tudi sem, da ste prišli. Ja, v bistvu mi je potem, o čemer sta Ana in Sara govorili, pa seveda me tudi posegala, je pravzaprav, se sliši res grozljivo, kako bi se lahko in ponekod se je v takem kratkem času izničila pravzaprav ena dolga zgodovina bojev za pravice žensk, pač vidimo predvsem reproduktivni, ki so tudi najprej in najbolj na udaru, ker pač zadevajo to, čemu se reče biološko osnovo naroda, ker se pač nasprotniki pravice do abortusa in sploh reproduktivnih pravic se sklicujejo
vsaj implicitno na biološki izvor naroda. No? To tudi pojasni, zakaj recimo je nacionalizem tako naklonjen patriarhalni ideologiji in zakaj skuša, ko gre za ženske, najprej omejiti prav njihove reproduktivne pravice. In po drugi strani seveda, zakaj je boj žensk za reproduktivne pravice pravzaprav tako vztrajen in ima tako dolgo zgodovino. Ti si že povedala, da pač ja, tam že pravzaprav v prvi polovici 80-ih so se začele te razprave o nizki rodnosti. Je pa res, da niso vsi demografi bili plat zvona, to so bile kar velike razlike med demografi, tako da to je tudi nekaj dobrega za nas. Slišal se je tudi drug glas, ampak nekako se je, dobro, to je bila že neka, takrat, mislim, če bilo že treba malo ušesa naostriti, ko se je začel govoriti o nizki rodnosti. In je pa pravzaprav vse skupaj na nek način začelo, vsaj jaz sem tako doživljala, začelo postajati malo zlovešče, ko se je tej zaskrbljenosti nekaterih demografov pravzaprav priključila še ta konzervativna anti-choice pravzaprav ideologija, ko se je začeli vse bolj glasno razpravljati o tem, da je abortus nemoralno dejanje. Začeli se je tudi problematizirati slovensko ureditev oziroma jugoslovansko ureditev, ki je pravico do umetne prekinitve nosečnosti opredeljevala kot pravico ženske, češ kaj pa moški, to smo lahko brali take, take srce parajoče zgodbe moških, ki so bili prikrajšani za odločitev v zvezi s tem, ali obdržati, nadaljevati nosečnost ali prekiniti. Skratka, z nastajanjem novih političnih strank je to vprašanje začelo postajati tudi bolj jasno, kako ne rečem, pomembno vprašanje v strankarskih bojih. Sicer je tako, že v 80-ih prav neposrednih napadov oziroma zahtev za spremembo zakonodaje skoraj da ni bilo. Bolj so se sporadično pojavljale, niso jih izrekali predstavniki in predstavnice institucionalne politike. Predpostavljam, da ravno zaradi tega, ker jim je bilo jasno, da s tem pravzaprav bi posegli v nekaj, kar je v prebivalstvu tako dobro sprejeto. Mislim, da je bil to glaven razlog. Razen tega politične stranke še niso imele oblikovanega volilnega telesa in pravzaprav so vse stranke nekako ciljale na dosti široko tako širino potencialnega volilnega telesa. To se mi zdi, da sam, mislim, nas ni nič pomirjalo, ker je bilo jasno, da slej ko prej bo vprašanje dostopnosti varnega abortusa postalo pravzaprav nekaj, kar bo pravzaprav predmet velikih političnih razprav. In je bilo takoj v ustavni razpravi, takoj na začetku pravzaprav formiranja tedanje skupščine. Mogoče samo za intermezzo boš razmišljala tako naprej.
Mi smo pričakovali, mi smo delovali v civilni družbi, smo pričakovali, da bo do tega prišlo. In smo takrat organizirali, se bi spomnila, in izdali knjigo z naslovom Abortus, pravica do izbire, klicaj, vprašaj. To je bilo že kar precej pred sprejemanjem ustave. Pred sprejemanjem ustave, zato kar smo vedeli, da se bo to tja prineslo. In smo tam pravzaprav objavili kar številne dokumente na nek način, stališče, kako se omenja, stališča novo nastalih političnih strank, stališča cerkve, stališča gibanj, ki so bila za svobodo odločanja in tudi tisti, ki so proti, javnomnenjska raziskava, hitro javnomnenjsko raziskavo, neki tekst in tako naprej, ki, ne vem, kako boš potem ti povedal, kako bo to sprejeto pri drugih, tistih, ki niso bili tako zelo v tej zgodbi, in zanima me, kako je pa potem potekalo vse skupaj v skupščini, v diskusijah ob sprejemanju ustave, ker ta se je kar vlekla, najbrž boš omenila preambulo, vlogo preambule, pa potem zakaj, v kakšni kontradikciji bila preambula s tem členom in kako so se takrat opredeljevali. Ja, mogoče samo to, da vsem bi še na tem mestu omenila dokument, ki ga imam, ki je meni pravzaprav še zmeri trn v peti, je nastal v okviru socialistične oblasti, to so podlage prebivalstvene politike, kjer je v prvi verziji celo bil zapisan predlog, da se malo razmisli, a ni mogoče umetna prekinitev nosečnosti pa preveč dostopna. In to je dokument, ki je izrazito nacionalističen, prej bi avtorstvo pripisala komu, kateri drugi stranki, ne pa pravzaprav ne takrat se zadele in Zvezi komunistov, pa kakorkoli, ja, to je bilo zame nekako, pa mislim, za vse nas smo se na ta dokument intenzivno oglašali, predvsem v reviji Telex, takrat je bil odprt za vsak teden, smo imeli kakšen članek na to temo, tako Emil Milan Pintar, ki je vodil komisijo, ki je pripravila te podlage na eni strani, na drugi strani Mesova in teksti, ki smo ugovarjali, in to je bil res, to je bilo tukaj se je formuliralo to vprašanje, kako povečati rodnost Slovenk, dobesedno Slovenk, kako preprečiti, da bi ukrepe za večjo rodnost izkoriščali priseljenci, predvsem iz drugih republik nekdanje SFRJ. To je bilo res. No, ta dokument je pa nekje ostal v predalih, ampak neke različice so pa pol še krožile okrog. Kakorkoli, ja, to se mi zdi, da je od vsega pravzaprav bilo nekako še najbolj pa dobesedno srhljivo. In zelo zgodaj smo ustanovili skupino Ženske za politiko, to je bila poleg te skupine pri sociološkem društvu in lezbičnih sekcij pri Škucu, pravzaprav tretja taka feministična skupina, ki je vsebinsko bila politična, formalno pa ne, registrirali smo se kot društvo in dejansko smo tam premlevali vsa ta vprašanja, ki so bila povezana z nastajanjem nove slovenske zakonodaje. In to je res zelo pomembno, tudi ta moja vloga, se mi zdi, bi se mi takrat izkazala za zelo produktivno. Jaz sem bila na eni strani v skupščini, na drugi strani v tej skupini in smo nenehno pravzaprav bile v stiku. Vojna agentka. Ja, v bistvu, v dobro reproduktivnim pravicam. To je bilo zelo tako jasno. Skratka, in to je pravzaprav eden
ne prav ta moja vloga, ampak ta povezava sodelovanje med institucionalno politiko in tako imenovano civilno družbo, no neinstitucionalno politiko, bom rekla, je bila pa transparentno v bistvu to, ne, saj je bilo jasno, kje je kdo, ja, in se je izkazalo za pravzaprav ja, ne, za zelo, zelo produktivno, uspešno in sem pripričana, da je prav to tisto, kar je na koncu imelo eno ključnih vlog v tem, da smo ohranili pravico do abortusa v ustavi. Skratka, no, kar zadeva skupščino, že zelo hitro je bila ustanovljena ustavna komisija, v kateri je bila samo ena ženska članica, kot strokovnjakinje je probavljala, da so pa sodelovali še nekatere, med njimi tudi ginekologinja Mateja Kožuh-Novak, ki jo gre posebej izpostaviti, kot res tako borko, no, poleg Dunje Obrstne Vedar, takrat tudi še doktorica Lidija Andolšek, takrat je bila še živa, vse so te, pa še neki mlajši ginekologi, vse so odigrali res izjemno pomembno vlogo, ker smo rabili strokovnjakinje za sabo, ne, tudi med pravniki jih je bilo, Mateja Končina, dr. Zupančič, so bili, tako da v bistvu, ne, nam je uspelo vzpostaviti en tak krog ljudi, ki, ne, so na eni strani imeli politični, na drugi strokovni in na tretji javnomnenjski vpliv, no. Ampak to res zaradi tega, ker nam je bilo od vsega začetka jasno, da gre za resne stvari, ne. Ko smo dobili na mizo prvi osnutek ustave, tam noter sploh ni bilo določbe o svobodi odločanja o rojstvu otrok. Po 3 stranke smo zahtevali, da se to vnese, in sicer po zgledu takrat še veljavne socialistične ustave. Da tega ni bilo noter, je pravzaprav na nek način, vsaj za naivne ljudi, presenetljivo, zaradi tega, ker je na začetku procesa spreminjanja ustave so vse stranke podpisale zavezo, da se raven pravic z novo ustavo ne bo nižala. Ampak, ne, ko je šlo za pravico oziroma svobodo odločanja o rojstvih otrok, je to že na začetku bilo spregledano, ne. Potem se je z vsako novo pravzaprav verzijo so razlike med strankami postajale vedno bolj očitne in v nekem trenutku je postajalo jasno, da krščanski demokrati absolutno ne bodo pristali na ustavo, zdaj bom kar rekla, s 55. členom, ne, to je člen, ki govori o svobodi odločanja o rojstvu otrok. Vztrajali so vse do konca, do zadnje seje pred glasovanjem na ustavi, na skupščini, so vztrajali pri zahtevi, da se ali umakne 55. člen ali pa na mesto svobode odločanja o rojstvu otrok vpiše svobodo odločanja o spočetju. Tako da, ampak spet, ne, je indikativno, da tudi tisti najbolj vneti nasprotniki svobode odločanja o rojstvu otrok, vključno s predstavniki RKC-ja, to so dokazi v magnetogramih ustavne komisije, niso zagovarjali omejevanja te pravice, celo nasprotno. Mislim, da je celo visoki predstavnik RKC-ja rekel, ne, sej to mora ostati, ampak ne bo v ustavi. Tako da, jasno, da nismo nasedali, čeprav je bila pa stvar res tako, kot sem spet rekla, pa vedno rečem, kot še en tak politični thriller, stvar oziroma razmerje sil v skupščini je bilo zelo negotovo. Na eni strani krščanski demokrati z izrazito proti 55. členu in k njim so se nagibali še
številni iz marsikatere druge stranke, tudi stranke zelenih, recimo, ki je bila prav izrazito razdeljena glede tega vprašanja, tudi iz Slovenske ljudske stranke, se je tudi nagibala k njim, spet z izjemami. Mateja Logar je bila poslanka ljudske stranke, ki je javno zagovarjala 55. člen in šla s tem res totalno nasprotje svojo stranko. Potem na drugi strani pa pač zagovorni stranke, ki so zagovarjale zelo jasno določilo o svobodi odločanja o rojstvu otrok, medtem ko na sredi so bili pa tako imenovani demokrati brez pridevnika, za katere se pa ni vedeli, kam se nagibajo. Njim je bilo pravzaprav čisto vse, kaj se zgodi s 55. členom in bili so zelo pragmatični. Njim je šlo v glavnem za to, da se čim prej sprejme ustavo in vseeno, 55. člen noter, ali ne sem, da gre skozi. In je bilo jasno, oni se bodo nagnili tja, kjer bo pač na tisto stran, ki bo kazalo boljš. Tako da res do zadnjega glasovanja na seji vseh treh zborov ni bilo jasno, bo ustava sprejeta ali ne. Pričakovalo se je pa, da bo sprejeta z aklamacijo. Ni bila, ne? Je dosegla seveda dvotretjinsko večino, ampak ne toliko čez mejo, kot se je upalo in pričakovalo. Skratka, bilo je zelo negotovo, no. Mislim, na nek način smo si morali potem, ko smo že imeli, v trenutku, ko smo že imeli to pravico, smo si jo morali na novo izbojevati, no. Proces je bil seveda lažji, kot našim predhodnicam, ampak bilo je pa negotovo do konca. Tako da, in to pustim. Ne. V bistvu, če lahko bi samo en kratek komentar, zato ker so tukaj mladi ljudje, študenti, kako pomembno je, da imamo akterje tako v civilni družbi, kot tudi v institucionalni politiki. To je neprecenljivega pomena. Če v politiki ne bi bilo žensk, kot je bila, pa še kakšnih drugih, vprašanje, kaj bi se zgodilo najprej v ustavni komisiji, kaj bi se zgodilo potem pri odločanju v celotni skupščini. Ker pritiski na ženske takrat v strankah so bili močni, prepovedovali so jim, da pravzaprav svoje mnenje izrazijo tudi, če so bile za protistrankarski politiki. Tako da to je res izjemno pomembno, zato poudarjam, ker se tukaj študente. Ker je res zelo pomembno tudi to v odnosu do tega, kakšne naracije se v zvezi tudi s socialističnimi državami ustvarjajo na Zahodu. V smislu, da tukaj v Evropi, o tem je tudi Sara pisala, obstaja velika razlika v smislu, da so si na Zahodu ženske to priboriti od spodaj, medtem ko v socialističnih državah je to prišlo od zgoraj, je bil kot nekakšen imperativ politike, težek imperativ politike. Zato so v 90-ih letih v številnih teh državah, znan nam je primer Poljske, se je to vse skupaj potem uničilo, ampak vidimo Slovenija kar zakomplicira to predvsej naredilo. Ampak se kaže tudi recimo zdaj najnovejše študije v drugih državah, recimo iz Češke in tako naprej, da tudi ta dihotomija ni tako jasna, kot jo želijo prikazati. Ja, ker takrat je bilo, Milica je še omenila še druge člene ustave. To ni bilo sam boj za 55. člen, bil je tudi boj za preambulo, tam nam je uspelo sveto življenja brisati, tudi po velikih polemikah, dolgih polemikah. In ena težava, en problem, ena zagata, je bil člen o ugovoru vesti. Stranke, ki smo zagovarjali pravico do abortusa, smo glede ugovora vesti
pač zagovarjale formulacijo, da gre za ugovor vesti v kontekstu državljanske nepokorščine. Ampak jasno je bilo, da tisti, ki so vztrajali pravici do ugovora vesti, da so imeli v mislih predvsem ugovor vesti zdravstvenega osebja zoper pač reproduktivne in mogoče še kakšne druge pravice. Skratka, nam je pa uspelo vsaj dopolnilo, ustavno dopolnilo, ki pravi, da ta pravica ne sme da uresničevanje te pravice ne sme ogrožati pravice drugih ljudi. Tako da imamo, ustava zagotavlja pravzaprav neko varovalko, tudi ko gre za pravico do abortusa. Razen tega, to se mi zdi pa tudi, se opravičujem, ker sem tako dolga, ampak zelo pomembno povedati, če tole tudi zaradi tega, ker vas je veliko mladih, tukaj ena skupina tudi ustavnih pravnikov ob veliki večini nasprotnikov, aktivistov pravice do abortusa trdi, da slovenska ustava ne govori o abortusu, da 55. člen ne govori o abortusu. Lahko citiraš obe stavke, ko ste zelo pomembni. Aha. Ko končaš misel. Ja. Skratka, zdaj nam tudi glede tega nismo bili naivni, smo računali, da se to določbo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok lahko interpretira na drugačne načine. Nam je pa uspel en zelo dober manever, namreč izsilili smo, da se skupaj ob glasovanju o ustavi glasuje tudi o obrazložitvi, ki pravi, da svoboda odločanja o rojstvu otrok med drugim vključuje tudi pravico ženske do umetne prekinitve nosečnosti in potem še cela vrsta drugih kontracepcija, umetno oploditev, zdravljenje in tako naprej. Ampak ne drži, da slovenska ustava, da 55. člen ne govori o abortusu. To celo marsikakšen novinarka trdi, pa recimo v vlogi hudičevega zagovornika oziroma zagovornica, ampak 55. člen pravi tako: odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno. Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstvo svojih otrok. Ta zaveza države je nekaj, kar recimo slovensko ustavo dela zelo drugačno od francoske. Francoska ustava, ki je tudi vključila to pravico po novem. In ni bila prva? Ja, ni bila precej. Ne vključuje, ne zavezuje države, da uresničuje, da pomaga uresničevati to pravico, da skrbi za to. Tako da, skratka, bilo je hudo, uspelo je, ampak ni uspelo za zmeri, Samo še stavek se mi zdi, da je zelo pomembno reči. Ni v vseh republikah nekdanje Jugoslavije niso bile take razmere, da bi lahko naredili to, kar smo naredili mi. In seveda v tistih republikah, kjer ta člen ni bil ponovno vnešen ali pa ostal v ustavi, se dogaja to, da seveda je dostop, ni sicer prepovedan abortus, ampak je dostop do abortusa veliko bolj otežen, kot je v Sloveniji. Hvala, Metka. Zdaj pa prehajamo k naši raziskovalki, in sicer dr. Tjaši Konovšek, ne vem, sem prav naglasila, ki je raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Leta 2022 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Slovenska politična pozicija med letoma 1989 in 2004 na Filozofski fakulteti. Mentorja sta bila oziroma mentorica Kornelija Hajlec in mentor dr. Jure Gašparič. Njene raziskovalne interese zajemajo politično zgodovino, konceptualno zgodovino, politiko spominjanja,
zgodovino idej in tako naprej. Izpostaviti pa gre tudi njeno ukvarjanje zgodovino slovenske politične tranzicije. Metka je govorila o politični tranziciji skozi optiko nekoga, ki je bil angažiran v civilni družbi, in hkrati kot političarka tistega prehodnega obdobja, na katero smo vsi ponosni tudi v eni drugi zgodbi Izbrisanih, ki je tudi odigrala pomembno vlogo. Zdaj pa imamo mlado raziskovalko, ki pa ima drug pogled mogoče, oziroma drugačen pogled izven, od zunaj. In zdaj bi mene zanimalo, kako ta pogled od zunaj izgleda, kako ste vi videli to obdobje tranzicije, glede na to se ukvarjate s tranzicijo, kako kot zgodovinarka, oziroma kaj ugotavljate, kako razumete to tranzicijo slovensko, kako se je ta, če mi je Metka sicer tudi govorila, ampak me zanima vaš pogled, kako se ta civilno-družbene gibanje in del civilno-družbene gibanje prešel v politične stranke oziroma v politične akterje in kako je pravzaprav potem to vplivalo tudi na kakšno pridobitev ali pa izgubo kakšne pravice. Hvala lepa za besedo. Jaz moram tukaj res priznati, da bi se dosti bolj udobno zdaj počutila, če bi lahko še naprej spraševala vprašanje, da sem dobila vprašanje. Se zahvaljujem v bistvu za vse, kar sem lahko do zdaj slišala, da bom še kdaj dobila priliko, da še kaj vprašam. Ja, mislim, jaz sem generacija, jaz sem rojena osebno leta 92, neka čisto drugačna situacija. Mogoče na začetku en komentar bi rekla, da med ljudmi moje generacije, pa da delam krivico zdaj, so to neke teme, ki so nažalost pozabljene, mislim pa, da ne pretiramo, ampak nekako udrinjene, iz nekega pogovora, iz nekega debate v splošnem govorim, posplošujem. In tudi se mi zdi, da danes smo že slišali ta moment naroda, slovenska 90, to je čas slovenske nacionalne države, in se mi zdi, da tako v javnem diskurzu, kako tudi pri raziskavah, je to mogoče nek filter, ki je v bistvu prekril neko dogajanje, ki smo ga pa zdaj v bistvu tudi slišali že. Tako da bi rekla, da mislim, zato je tudi politika spominjena to pomembna in da razmišlja o tem, če se država spomni, kakšne so teme, ki jih raziskovalci izbiramo, ker se mi zdi, da je neka naracija, ki gre mimo tega. In da je lahko to zelo nevarno, kar smo tudi danes slišali, da pač vsaj enkrat stvari pisane v ustavo, pridobljene nujnega, da tam tudi ostanejo. In se mi zdi, da v bistvu, če nekako schematiziram, da v bistvu je neka naracija te tranzicije nekako usmerja pogled na neke zelo spektakularne dogodke. V 80-ih, vemo, imamo civilno-družbene gibanja, pa kaj potem Sojenje četverici, vojna je recimo en tak zelo velik dogodek, ki je plebiscit ustava, seveda, ampak potem, če gremo naprej v 90-ta, se pa zopet nekako usmeri v redu, parlamentarizem, stranke, to so take teme, ampak vidimo v bistvu, da je res velika usmerjenost na nek politični razvoj. Na eni strani v bistvu na to vprašanje kontinuitete, ampak v smislu politične nevarnosti, ali je bila kontinuiteta, diskontinuiteta Slovenije dovolj velika, dovolj za nekatere, in pa na drugi strani v 90-ih neke poskuse združevanja političnih desno usmerjenih strank, se pravi konzervativnih, ki so pa pač med seboj imela tudi ves čas neka svoja trenja in so bila zato samodelno tudi uspešna. In mislim, da je nekako to tisto, kar je prevladalo, v bistvu tudi na raziskovanem področju, kar se tiče slovenskih 90-ih. Zdaj, na drugi strani imamo pa vlogo naroda, to smo že slišali, tudi en tak tranzicijski, pa tudi kasnejši element, recimo je element sprave. Tam se je sicer, imam zdaj v mislih spomen Hribar, ampak tudi se mi zdi, da je vloga žensk bila tam odrinjena, pa zdaj seveda je to vse relativno, ampak na neko simbolno raven. Da imamo v bistvu, tako kot je bilo že danes slišano, narod kot neki biološki, nekaj, kar je treba zaščititi, nekaj, kjer imajo pač ženske to reproduktivno vlogo, in da mogoče
da je tukaj mogoče res neka nevarnost, oziroma da tukaj razvoj ni linearen. Neke pravice, ki so bile v socializmu pač samoumevne, če lahko tako rečem, da tukaj imamo potem v 90-ih in posebej še kasneje pač neko nazadovanje, če govorimo o neki linearni perspektivi. Zdaj, v mnogih državah, in tudi novo nastalih državah, kaklet nedanje Jugoslavije, so ženske izgubile kakšno od pravic, oziroma se je stanje poslabšalo. V Sloveniji je bilo nekoliko drugače, celo bistveno drugače. Vi kot raziskovalka, zakaj je do tega? Zakaj vi mislite, da je do teh razlikovanj prišlo? Zakaj smo pri nas vendarle uspelo hraniti? Je to, o čemer je Mitka prej govorila, ta sprega, civilne družbe, strokovnjakov, strokovnjaki, levih političnih opcij, ali je tudi mogoče ne tako agresivne katoliške cerkve, kot je bila, recimo na Hrvaškem? Kje so bili razlogi? Ja, jaz se kar strinjam s to smerjo. Imamo zagotovo po eni strani neke akterje, ki pač imajo svojo moč, da delujejo, kako je pač možno, ampak po drugi strani gre tukaj tudi za nek okvir nekih institucij, zakonodaje, ustav, kar smo že slišali. In mislim, da v Sloveniji, na splošno je to vprašanje, ki ga je zelo težko pojasniti. Ne morem dati enoznačnega odgovora. Mislim, v literaturi, kolikor jo jaz spremljam, je vedno tako srednja vzhodna Evropa, poskusijo potem tam neke sporednice ali pa neke zaključke, potem pridejo do Jugoslavije, že imajo problem, ne vejo točno, kam bi v vsem smeri, in potem še znotraj Jugoslavije ta Slovenija, ki ne vejo točno spet, kaj bi nihče, kaj bi z njo točno naredil. Zasledila sem celo en koncept, ki to pojasnjuje, da Slovenija je in between, potem Jugoslavija je prav tako in between, skratka, ni neke rešitve. Pa vojna, ne? Pa vojna, in potem tukaj se tudi poveže v bistvu vprašanje neke narodne homogenosti, ki je tudi zelo nek argument, ki se pojavlja, zakaj v Sloveniji vojne recimo ni bilo, ker če ni vojne, potem je možnost tudi nekega bolj legalnega, nekega drugega delovanja, če ni izrednih razmer. Mogoče, če poskušam strniti, jaz bi rekla, da slovenska nasplošna tranzicija, in tudi v tem pogledu, kar danes govorimo, je bila bolj postopna kot pa v drugih državah. Zdaj, za vprašanje spola je to, mislim, težko odgovoriti, ker se nisem neposredno s tem ukvarjala, ampak v vprašanje politike in pa za vprašanje gospodarstva, je bilo pa to vsaj v 90-ih zelo artikulirano tudi. Spet govorim z nekoga, ki ga ni bilo zraven takrat osebno, ampak nekoga, ki se s tem z druge roke ukvarja. Da sem zasledila neke strahove, da bi prišlo do v bistvu nekih družbenih nemirov in da je tudi na nivoju uradne politike v bistvu bilo neko prepoznanje, da je treba ohraniti stabilnost, ker ne vemo, kaj se lahko še zgodi v Jugoslaviji. Tako da mogoče je to nek del dobro pojasnilo. Ja, imeli smo srečo, ne vem, tudi srečo treba, da smo rekli, na nek način tudi s prvimi volitvami in tako naprej. Recimo, kolegice, ki so se na Hrvaškem ukvarjale s temi vprašanji, so bile označene za izdajalke naroda in so se morale izseliti iz Hrvaške, ker so bili napadi na njih izjemno agresivni, ne samo v medijih, tudi sicer. To se pri nas hvala Bogu, ne bom nekaj hvala Bogu, ampak hvala situaciji, da se to ni zgodilo. Ja, hotela sem se reči, da te težne, da bi velike teme naroda, države prevladale, seveda so bile tudi v Sloveniji prav ta tretji blok, ki je bil indiferenten, kar zadeva recimo te pravice, sam da gre skozi, kaže na to, da je to in dostikrat je pravzaprav to, mislim, ravno tako nevarno, kakor tista stranki eksplicitno. Ja, da v bistvu je šlo za nek pragmatizem. To pa zdaj zvozita, tudi te politične elite, ki so se reformirale, je nek strah, kaj bo v bistvu mednarodna skupnost, kaj bo v Jugoslaviji se zgodilo, kako notranje politične situacije rešiti. Si predstavljam, da to je moglo biti zelo zanimivo. Vprašanje za obeh vaju. V zadnjem času se v Evropi, v svetu, krepijo gibanja, tradicionalna gibanja, ki so proti pridobitvi mnogih pravic, ki so jih ženske pridobile in pohranile. Znamo jih pod skupnim imenovalcem anti-gender
gibanja, ali pa gibanja proti ideologiji spola, ali pa teoriji spola, ker ne vemo točno, kaj je bil Roman Kuhar, naš kolega. Pa vendarle, skratka, so dobro povezani, so dobro organizirani, zelo reciklirajo svoja stališča in pobude v javnosti in tako naprej. Kako nevarna so ta gibanja tudi za ohranitev že pridobljenih pravic po vrstnem redu, kako smo živeli? Jaz sem trenutno del enega projekta imenovanega Revens, ki se ukvarja prav z ekstremističnimi narativi in v bistvu kako jim nasprotovati. In tam imamo 3 ključne teme, narod, nacija, kar še zmerno ostaja, spol in pa znanost. To nekako je ta trikotnik, na katerem temelji projekt. Imam srečo, da sem imela enega konzorcija gre za veliko število evropskih držav in je zelo zanimivo spremljati v bistvu izkušnje iz različnih držav, predvsem žensk raziskovalk. Skratka, želim povedati, da tam ta gibanje je zelo resno in da mislim, da si ne delamo nobene usluge, če rečemo, ok, se mogoče ne morejo, mogoče ne bo, mislim, da je to bi bil zelo naivni pristop. Druga stvar, ki jo pa opažam, je pa, da je v bistvu, da so te ideje, zelo konzervativne ali pa ekstremistične, zelo, da v bistvu pridobivajo popularnost med mladimi ljudmi, kar pa se meni osebno zdi ena zelo kritična situacija in kritični moment. In to tako med moškimi kot ženskami, tukaj ne gre pač, da bi samo mladi fantje, kar se tudi veliko razsledi, ampak tudi pri ženskah. Zdaj, kako se tega loti, mi poskušamo nekako odgovornost naložiti tudi institucijam, tudi državi, pač mislim, da tu neka regulacija formalna mora biti. Zdaj, kako, kdaj je pa, kot smo že danes slišali, pač v splet nekih okoliščina, kdaj je možno neko situacijo izpeljati. Ampak mislim, da je treba se zelo aktivno in zelo resno početi te teme. V bistvu nimam kaj vse povedati. Ne glede na to, da se iste osebe pojavljajo v različnih skupinah, so odmevne, imajo dobro organizirane, finančno podporo imajo, zmeraj več pravzaprav političar simpatizira z njimi, tudi javno, tudi tega na začetku ni bilo. In recimo ob zaostrovanju razmer, zdaj smo v eni taki situaciji z to napovedjo oboroževanja in tako naprej, se zna zgoditi, da se bo sovražnike iskali ne samo zunaj, ampak tudi znotraj, da se bo najdel tudi tam, kjer na področju, o katerem mediji govorimo zdaj. Hvala. A bi mogoče še kjer dala tukaj, kakšno mislim? Mogoče jaz vedno rada izkoristim to možnost. Vse te organizacije, ki jih poznamo tukaj, imajo tudi kar precej sredstev, imajo spletne strani, imajo delavnice, imajo strokovnjake in strokovnjakinje, ki so v to vključene. In problem je, ker nas slavljajo, vedno cilj je nekako priti do reproduktivnih pravic žensk, do konzervativnih diskurzov in tako naprej. Ampak se lotevajo tega vse na začetku zelo mehko, z naslavljanjem nekih drugih tematik, za katere pa menim, da si jih morajo nekako prisvojiti feministke oziroma morda tudi država. To, da recimo neke katoliške organizacije naslavljajo problem spontanih splavov, teh pokopov dojemčkov in da so nekateri tudi zelo hvaležni. To je lahko, seveda lahko to dela, ker imajo sredstva za to, ampak mislim, da tu ima neko vlogo tudi država, da usmeri svoje sredstvo v naslavljanje teh dodatnih vprašanj, ki se ne nazadnje navezujejo tudi tega 55. člena. 55. člen ni samo pravica do splava, je pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, kar pomeni tudi
boj za boljše možnosti glede kontracepcije, glede umetne oploditve in tako dalje. To nam je uspelo? Ja, to drži. Slovenija ima eno najboljših zakonodaj in tudi ureditev glede tega. To je pač pomemben vidik vsega. Zdaj odpiramo prostor za vaše komentarje, vprašanja, diskusijo. Izvolite. Veliko je bilo povedanega, ampak veliko bi še lahko govorili, vsekakor. Jaz nas mogoče, predmetka odide, da mi naredite. Jaz se v bistvu vaše ne poznam. Politična tradicija. Kako že. Moje knjige ni to zelo zanimivo. Sama sem prosila, da prinesejo knjige. Jaz sem pripravila tisto knjigo, ki sem jaz hotela prinesti, to je Abortus, pravica do izbire, klicaj, vprašaj, pa je ostala na moji mizi. Ampak zahvaljujem se vam, ki ste omenili, kako pomembno je ohranjati politični spomin. In brez ohranjanja političnega spomina bo veliko stvari izgubljenih, še posebej, kar zadeva politično zgodovino žensk, ker vidimo tudi, kako veliko stvari zdaj nastaja, nekih filmov, dokumentarcev, spominjanja, kjer so praviloma ali pa v veliki večini akterji moški. Jaz mislim, vsaj knjige bodo ostale za okrog teh dogodkov. Hvala celi ekipi, Ana Kralj, Tanja Rena, Vesna Lešo, še Metka Mencin in Mire Nastrole za to knjigo, ki je izjemna in prevedena tudi v angleščino. Dopolnjena in prevedena v angleščino, ki govori predvsej o tem, o čemer smo govorili in je dostopna tudi tuji publiki, da ne bo ponavljala neumnosti v zvezi z našo zgodovino in posploševala stvari. In seveda hvala tudi Ani Zagoj-Paradiž za to knjigo Legalni abortusi in zmanjševanje rodnosti v slovenskem obdobju med obema vojnama, ki pa je tudi taka klasično zgodovinsko pričevanje o tem obdobju. Tako da, ja, veste tukaj vlade, tisto, kar vam polagamo na srce, je, da ne pozabljate, tudi mi smo na nek način povedali, saj omenile imena nekaterih, ne vseh, nismo mogli, ki so močno prispevali k temu, da je bila ta pravica najprej zapisana v ustavi 14 bila ohranjena v ustavi 90. leta in seveda jo bo treba opravljevati vsakeč, ko se bo spet pojavlja na dnevnem redu političnih diskusij. Predvsem v tem smislu, da bodo poskušali omejevati dostop. In to se je že dogajalo in se to po moje še dogaja. Ampak to ni konec, tako da kar izvolite še iz publike kaj povedati. Ja, mogoče ravno ne glede omejevanja te pravice. Sej konec koncev v redu zakonodajno imamo to pokrito, ne? Ampak v bistvu prihaja v številnih primerih do omejevanja te pravice. Recimo ženske, ki nimajo izbranega ginekologa osebnega, ne? To je recimo en dostop. Dober, pojavljajo se že tudi ginekologi z ugovorom vesti. Ki ga niso vnaprej najavili. Tako, ja, ker ne bi prišli čez komisijo, če bi za specializacijo. Potem imamo ženske konec koncev, ki nimajo urejenega ali bodisi dopolnilnega, oziroma, dobro, to se je zdaj ukinilo, ki niso imeli urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pa sploh nimajo zdravstvenega zavarovanja. Ali pa, ne vem, tuje študentke, ne, ki so potem samoplačnice in tako naprej. Skratka, ta pravica ni dostopna vsaki ženski, ne, že zdaj. Tako da mogoče so to koraki za razmišljati, za, ne vem, tudi naslavljati, mogoče z nekimi novimi iniciativami, gibanji. Poleg tega, da se je seveda treba postaviti za že izborjene pravice, ker so pod napadom, pod hudim udarom strani raznih neokonzervativnih gibanj, uvoženih iz, v bistvu financirano uvoženje, njihove metode so pa iz Zahoda, iz ZDA. Ali lahko sem neki tole zbornica? Ne vem, koliko vas ve, ampak na sodišču je zbornica izgubila tožbo pač kandidatke za specializacijo iz ginekologije, ker je zbornica odrekla specializacijo zaradi ugovora vesti. Ja, ona je tožila in sodišče
je pritrjilo njej, tako da zbornica nima vzvoda pravzaprav zares. In to je tudi že, ne vem, aktualni ali prejšnji direktor ginekološke klinike opozarjal, ne, da je treba pravzaprav to obveznost, ki je zakonsko opredeljena, ne, zdravstvene institucije, da omogoči nemoteno uresničevanje pravic kljub ugovoru vesti, je treba pravzaprav z nekimi protokoli zdravstvenim institucijam omogočiti, da to svojo odgovornost tudi izpeljejo. Ja, in to, jaz se tega tudi bojim, sploh zdaj, ko imamo težave, zelo dobro, da ste to omenili, ne, ko imamo težave s pomanjkanjem ginekologov. Če se ne motim, je Švedska to izrecno, ko je bil en tak primer, Ja. na Švedskem, ko je tudi prišlo do ugovora vesti strani medicinske oddelke, mislim, da ni bila ginekologinja, in so potem spremenili zakonodajo v smislu, da je to v bistvu pravzaprav prepovedano. In vemo, kakšne stvari se dogajajo, recimo ne samo na Hrvaškem, tudi v Italiji. Ženske umirajo v bistvu zaradi ugovora vesti. Ko imajo celo ugovor vesti, ima institucija lahko, ne samo posamezna zdravnica. V Italiji recimo. Smo bile izčrpne. Dobro, mislim, da je čas dragocen, tako da hvala mojim sogovornicam za res tehtne prispevke in vidimo, koliko je bilo vsega že narejenega. Hvala vsaki za vaš prispevek. Stvari so ohranjene, če koga ni bilo, pa veste, da ga to zanima, da lahko napotite na našo spletno stran, da se pogleda posnetek tega pogovora, ki je torej prosto dostopen. Hvala vsem, še enkrat in srečno.